Slovenska nogometna reprezentanca je zelo uspešno leto 2010 končala s porazom proti Gruziji in odstopom predsednika Ivana Simiča. Poteza slednjega je zasenčila prijateljsko srečanje, ki se je začelo po slovenskih notah, sicer najprej zapravljena 11-metrovka Novakoviča, nato pa vodstvo varovancev Matjaža Keka. V drugem polčasu pa črna minuta, o kateri so gostje preobrnili izid na 2:1. Na takšnem nivoju, takšen blackout z dvema asistencama te kaznuje vsak nasprotnik in nam je potem zmanjkalo enostavno vsega, da bi se še enkrat vrnili v igro. Mi smo še to tekmo, da zmagamo tekmo, čeprav se nam ni šlo, ampak v nogometu ne moreš vedno zmagati dobro, pa že se to zgodi tudi na taki tekmi, prijateljski tekmi, kot velja danes. In jaz mislim, da bo to še ena dobra šola za naprej. Že nekaj časa je vrelo na relaciji predsednik, sindikat, selektor, igralci. Čeprav je še na začetku meseca Simič dejal, da ne bo odstopil, je to pred prijateljskim obračunom storil. 2 uri pred začetkom tekme je njegov odstop potrdil generalni sekretar Nogometne zveze Aleš Zaverl. Vidno razočaran selektor je po tekmi čestital fantom, hkrati pa že apeliral na odgovorne, da zadeve rešijo, saj v nastalih razmerah glave niso čiste. Ni normalno, da ti predsednik da odpoved 2 uri pred tekmo. Ampak se pravi, vse to skupaj je odraz nekega stanja v zadnjem času. Ni pa to tisto, kar bi bilo odločilno na igrišču. In igrišče stalno pove resnico. Sigurno, mi smo tukaj, da igramo nogomet, ampak v zadnjem času se je bilo težko koncentrirati, ker je bilo preveč vsega, ampak to ni krivo. Mi smo na igrišču dosegli vse do zdaj. Mi smo pripeljali Slovenijo do 15. mesta in to se je vse zgodilo na igrišču, ne pa izven igrišča. Nikoli nismo veliko govorili in tudi to zame ni izgovor, da smo sami krivi za ta poraz. Ne glede na poraz je dejstvo, da leto dni po zmagi nad Rusijo slovenski nogomet uživa tako visok rejting, da ga bo zelo težko obdržati. Tega se še najbolj zaveda selektor Matjaž Kek, ki si želi le mirnega dela. Kdorkoli bo nasledil Ivana Simiča na čelu Nogometne zveze, si želimo, da ne bi delal le v dobrobit reprezentantov, sindikatov in še koga, temveč predvsem v dobrobit slovenskega nogometa.